16. oktobra 2022 so policisti v mestu Lacey v zvezni državi Washington prejeli srhljiv klic na številko 911. 911, kako vam lahko pomagamo? Kaj prijavljate? Pozdravljeni. Pozdravljeni. Klic je opravljen prek ure Apple Watch, klicateljica pa očitno ne more odgovoriti na nobeno vprašanje dispečerja. In to z dobrim razlogom. Zvezana je in ima usta zlepljena s trakom. Ne bom prekinila, dokler pomoč ne bo pri vas, prav? Toda, ko pomoč prispe, je že prepozno. Policija v Laceyju. Oglasite se. Ko policisti prispejo na naslov, kličateljica in njen ugrabitelj sta izginila. Edini sledi sta rola lepilnega traku in krvni madeži na preprogi, ter klicateljičina hči. Pravi, da je imela njena mama težave v osebnem življenju, vendar ni nikoli pričakovala, da bi te težave lahko pripeljale do tega, da bi bila ugrabljena in živa zakopana. Pri čemer ima za klic na pomoč le svojo Apple Watch uro. Ona je mrtva. V redu je, ona je mrtva. On se zapletel v pretec nekom. Potem, ne glede na to, kako dolgo je že od tega, se vedno maščuje. Pokazati bom. Posnetki, ki jih boste videli, še nikoli niso bili objavljeni. In potem me je z nečim oštrim zbodil v obe dojki. Takrat sem začutila, da krvavim. Tako me je zakopal v zemljo in se prepričal, da sem mrtev. Zdaj lahko naše epizode gledate brez oglasov na Spotifyju s naročnino. Povezava je v opisu. Policisti prispejo na naslov v predmestni ulici v Laceyju ob 13:02. Je mirno popoldne, brez očitnih znakov motenj. Le tisti srhljivi klic na 911. 42-letna klicateljica, ki jo bomo zaradi zaščite njene anonimnosti imenovali Jenny, živi v tej hiši. Toda ime na hipoteki je 53-letni Chol Kyung-an, njen mož. In ni sledu o nobenem od njiju. Ker je klic na 911 vzbudil dovolj skrbi za njuno dobrobit, policisti vstopijo v hišo skozi garažo. Notri, v jedilnici, na tleh leži trak strganega lepilnega traku, na mizi pa je pustil mobilni telefon. Ko policisti pokličejo številko povezano z Apple Watch, zazvoni. Prav tako zazvoni še en telefon, ki ga najdejo zgoraj v eni izmed spalnic. Oba telefona sta Jennina, a Jenny ni tukaj. V drugi spalnici najdejo še več lepilnega traku in krvne madeže na preprogi. Preproge na hodniku so premaknjene, kot da bi prišlo do fizičnega obračuna. To ni medicinska nujnost. Nekaj zelo hudega se je zgodilo. Medtem ko preiskujejo prizorišče, pride mlada ženska. Ona je 20-letna hči Jenny in Cheja. Pravi, da se ločujeta in da obstaja sodni nalog, vendar ne pozna podrobnosti. Chej tu ne živi več, a še vedno včasih pride oprat perilo. In njegov kombi je bil tukaj danes zjutraj, ko sta se z mamo vrnili iz cerkve. Njena mama je šla v hišo, ona pa se je odpeljala po nakupih. Od takrat ni videla nobenega od staršev. Na podlagi teh informacij policija izda nujno obvestilo o pogrešanih osebah in zahteva sledenje signala Chejevega mobilnega telefona. Glede na krvave madeže se bojijo najhujšega, da sta bila Jenny in morda tudi Chej umorjena. Takoj po polnoči, 17. oktobra 2022, prebivalce odmaknjene hiše na robu gozda prebudi panično trkanje na vrata. Ko jih odprejo, najdejo vidno poškodovano žensko. Prekrita je z umazanijo in krvjo, okoli vratu pa ima lepilni trak. Prosi jih za pomoč. Pravi, da je bila pravkar živa zakopana. Ta ženska je Jenny, preživela je grozljiv napad. Odpeljejo jo v bolnišnico in nato k detektivom. Da bi razumeli, kaj se ji je zgodilo, bodo morali začeti povsem na začetku. Obraz Jenny je bil zamegljen, da bi zaščitili njeno identiteto. A se strinjate, da se to snema? Tudi to sta ni film ali ni to preveč osebno? Da. Jenny in Che sta poročena že desetletja in sta živela med ZDA in Korejo. Imata dva otroka, stara 20 in 11 let. In Che je imel uspešno kariero v vojski, saj je od leta 1988 služil tako v mornarici kot v kopenski vojski. A Jenny pravi, da se ameriške sanje niso uresničile tako, kot sta si predstavljala. Mi lahko opišete ali poveste kaj o vašem odnosu s Chejem? Z njim? Tako je. Še malo višje, tako sva se poročila. Ker sem bila na novo poročena, je bil zelo vpleten v pornografijo in potem je klepetal z moškimi in ženskami ves petek, soboto in nedeljske noči. Vse sem to videla. Takrat sem o vsem tem ves čas dobivala klice. Tako da po rojstvu moje hčerke nas je pustil sami. Ko rečete, da nas je pustil same, mislite s tem
da je fizično zapustil dom ali da preprosto ni. Oče včasih zelo določen režen. 2 meseca kasneje instant kruh je. Prišel noter, tako da je bil celo on doma. Ni prišel iz svoje sobe, ker je klepetal in jedel pornografijo. Tako da s takšnimi stvarmi sva se prepirala. Torej, približno 2 do 3 je odšel od doma za 2 do 3 tedne. Ali je vedela, kam je šel? Res je. To je res. Ni bilo nobenega konteksta, zato ne vem. Enkrat pravi, je videla eno od njegovih sporočil. Torej, je bilo v sporočilu zapisano, ko prideš, prinesi nogavice ali prinesi kaj drugega, tako sem ugotovila, da ima gejovskega prijatelja. Kako veš, da je bil to gejovski prijatelj? Užival je v tem, kar gejovska pornografija. Zbiral je fotografije golih moških teles. Tako da, ko smo bili v Koreji, je šel na poslovno potovanje v Busan in Jeju. In kasneje sem izvedela, da je v svoj hotel povabil moške prijatelje. Ugotovila sem, da se ni odjavila. Tako so bili pogovori, besedila na zaslonu. In pozabil je izklopiti. Tako sem to videla. In imam stranko, imam kontekst. To sem slikala. In ali lahko naredim kopije teh stvari? Naredili bomo kopije. Ti pogovori so bili večinoma o seksu. Potem je govoril tudi o meni. Ne želi več tega početi z mano. Nimo več do tega. Svoje delo je uporabljal za lažje urejanje svojih afer. Moj mož me je povabil v hotel v vojaški bazi. Spremljal me je tja. Torej, je kontekst tega v tem besedilu. To je vključevalo čas, ko so ga poklicali nazaj na služenje v Korejo, njo pa pustili z njunimi otroki v Koloradu. Tako sem izvedela, da je moj mož obiskal svojo prvo ljubezen in se večkrat peljal na dolgo pot, da bi to storil. To bomo naredili sami, ker smo ljubeči. Tudi potem, ko se je vrnil v Ameriko, je še vedno ne stik s to osebo. In potem lahko pogledaš sporočilo, kjer je njegova obljuba, da se bo vrnil v Korejo k svojemu fantu. Obstajala so cela obdobja njegovega življenja, ki jih je skrival. Leta 2010 je zaprosila za državljanstvo, kar vključuje intervju. Tako me je spraševalec vprašal. Vaš mož je bil enkrat ločen. Ali ste to vedeli? In tudi, ali ste te dokumente pripravili sami? Jaz sem tista, ki jih je... Ne. Nisem se vklopila. Dokumente sem pripravila sama. Ne, ni tako. Vse, kar sem pripravila, je bilo to. Vse, kar sem pripravila, je bilo to. Vse, kar sem pripravila, je bilo to. Tako je moj mož pripravil prijavni obrazec za državljanstvo. Potem ga je dal v kuverto in jo zapečatil. In rekel je, nikoli ne odprete te kuverte. To samo izročite izpraševalcu. Torej, izpraševalec in potem jo prebere in reče, ali veste, da je bil vaš mož že enkrat poročen? Rekla sem, da nisem vedela. Ja, to je bil prvič, da sem vzela, tako da sem lahko šokirana. On je 11 let starejši od nje. Vedela je, ko sta začela hoditi, da je imel morda že prej svoje življenje, preden sta se spoznala. Torej, ko nas je bilo 8, vprašala sem ga zaradi razlike v letih, ali si bil že daj poročen. In rekel je ne. Ona nima družine. In celo njegova družina je rekla ne. Še vedno ne ve, zakaj so skrivali njegovo prvo poroko. In to ni bil edini del njegove preteklosti, ki jo je preganjal. Tudi v tistem času še vedno je imel stik s svojo prvo ljubeznijo. Telefonski klici so bili zelo pogosti. Enkrat sem se oglasila na telefon. Takrat sem bila 12 tednov noseča. Poskušala sem dvigniti telefon, a me je ustavil in me potisnil ob steno. Zaradi tega sem imela spontani splav. Takrat sem krvavela in sem šla v bolnišnico. Ni ga skrbelo za mojo varnost ali karkoli takega. Skrbelo ga je, ko je zdravnik vprašal, kaj se je zgodilo doma. Bojal se je, da bi lahko povedala, kaj se je zgodilo. Rekel mi je, zaradi tebe.
Skoraj so me odpustili z delovnega mesta. Zakaj? Kje si bila? Jaz? Zdravnik? Kaj mi spet usodi, kaj rekel? Kaj je to? Torej ne sprašuješ, kaj si povedala. Si povedala zdravniku, kaj se je zgodilo? Nič nisem povedala zdravniku. To je bilo prvič, da se je bala svojega moža, vendar ni bilo zadnjič. Ko je našla sporočila, se ji je zdelo, da je to kaplja čez rob. Tako da takrat odločila sem se, da ne morega več tako naprej. Zato sem se odločila za ločitev. Tako. Moj drugi otrok je bil še majhen in nimam nobenih finančnih sredstev. Potrebovala je čas, da je zbrala sredstva, ki jih je potrebovala, da ga zapusti, a ločitev ji je bila vedno v mislih. Živiva v isti hiši, ampak ti delaš svoje, občudujem to. Je ločeno, tako je moje zakonsko življenje vedno osamljeno in to ni zdravo. 28. avgusta 2021, leto pred tistim usodnim dnem oktobra, sta se prepirala v garaži. Kaj je sprožilo to? Kaj je sprožilo prepir? Torej govoriva o ločiči, rekla sem, da tega ne mora več prenašati. Takrat videvala sem se z nekom. Torej, ko sem bila v obdobju družinskega nasilja in podobnih stvari, ta oseba Mi je pomagala. Torej, prepirali smo se in moj mobilni telefon je bil v tleh. In potem je sekiro poskušal razbiti moj telefon. In v tistem trenutku sem vstopila skozi garažna vrata. Torej, držal je sekiro. Bala sem se. Tako sem jih odprla. Pred nami je kamera. In ugotovila sem, da imajo tudi drugi ljudje pred mojo hišo kamero. Zato sem pomislila, če odprem garažna vrata, bo nehal. In je res nehal. Tako kot pri spontanem splavu ga je bilo strah, da bo vključila oblasti v njun zakon. Toda tokrat ni ostala tiho. Povedala je policiji. Tako me je zgrabil in potem me je potisnil na tla. Zaspala sem doma. Torej, padla sem te. In potem me je zgrabil za gležnje in me vlekel. Ali je tvoj mobilni telefon takšen? Torej, ker je visoka luna, svoj mobilni telefon sem skrila in uporabila sem hčerkin telefon. Tako sem pohicala policijo. Vidim, tukaj imate nekaj fotografij. A so to te fotografije? Nek. To so brazgotine, ki so me stali tisti dan. In to je izjava tistega dne. Tako je moj mož rekel najini hčerki. Če ne napišeš te izjave, bom šel v zapor. Torej, od začetka do sem, moja hči je to napisala. In od to naprej on je rekel. In moja hči mi je povedala, da je bilo strah. Tako je morala napisati to izjavo. Svojo hčer je prisilil, da je branila, a enako ni mogel storiti z Jenny. Večkrat ustraja, da. Podpišem izjavo, ki jo je napisal, in jo pošljem občini. Tako je povedal odvetniku. Nisem napisala nobene izjave, nisem podpisala tega pisma, ker vem, da je to laž in da ga želi uporabiti proti meni. Poslal mi je več elektronskih sporočil, da podpišem to pismo, vendar sem zavrnila. Njihov zakon je bil dejansko že končan, le še na papirju ne. A nikoli ni bil popoln že od začetka. Od začetka sta spala v ločenih sobah in jasno je dal vedeti, da naj vsak živi svoje življenje. To mi je rekel, jaz bom živel svoje življenje, zato se ne skrbi zame. Tako lahko ti živiš svoje življenje. Tako je. Z ločitvijo na obzorju in prepovedjo stikov po napadu avgusta je tudi ona začela živeti svoje življenje. Hodila je na zmenke in spoznala nekoga, ki je postal njen fant. Kako se je tvoj mož počutil glede tvojih zmenkov? Rekel je, zame je v redu, ampak ti tega ne smeš početi. Jaz sem rekla, kako ti je to všeč? In on je bil jezen. Mislim, zanje je bilo v redu, da to naredi, zate pa ne. Prav. Torej, bil je precej jezen, ker sem imela fanta in je šel do mojega fanta ter mu grozil. Kje se je to zgodilo? Moj mož je šel k mojemu fantu. S čim groziš? Nikoli več se ne videvaj z mojo ženo in se ne videvaj z njo.
In potem je tudi mojemu fantu rekel, da bo o tem obvestil tvojo družino in tudi povedal na tvojem delovnem mestu. Čajevo vedenje je postajalo vse bolj nestabilno. Ko ste se z možem prepirali o ločitvi, ali vas je kaj prestrašil ali vam grozil zaradi ločitve? Da, vedno. Ali se je prepiral o tem, kaj bo naredil s svojim denarjem za upokojitev ali katerimkoli drugim denarjem? To ne je rekel, če ti dam denar za upokojitev, te bom ubil. Pokazal ti bom. Rekel je, če ti bom moral dati pokojninski denar, če ti bom moral dati denar tvojih staršev, te bom ubil. Leonardo. Ja. Po tistem dogodku sem se odločila, da se ločim od njega. Tako je takrat rekel. Ne vem, kaj ne naredim. In potem je rekel, da potem, ko je zapustil vojsko, in potem bom počakala en teden. In grozil mi je. Junija 2022 je našla odvetnika za ločitve, nekoga, ki je poskrbel, da je bila vsaka poravnava do nje poštena. Tako da medtem, ko me ni bilo doma, je prišel noter in odstranil vrata iz sob ter jih vrgel stran. In me je še naprej nadlegoval. Rekla sem mu, naj se odpove denarju. Povedala sem. In tudi v meni ima prav. Naj se odpove svoje. No, Ko rečete, naj se odpove, kot naj ne očisti. torej, to je vas moj denar. Jaz ne razdeljujem premoženje. In on je rekel, ne bo plačeval stanovanjskega kredita. Zato bomo vrželi iz te hiše. 6. junija je grozil, da se bo ubil. In rekel je, da je pripravljen umreti. Rekel je, umrl bom. To se je stopnjevalo vse do septembra. In potem je tudi rekel, da moram njegovi materi vrniti denar, ki sem si ga izposodila od nje, kar naj bi bilo okoli $150,000. Nikoli si nisem izposodila denarja od njegove matere. Svojo družino sploh ni bil blizu. Jenny pravi, da je stike z njimi prekinil pred 12 leti. Ali njegova družina vedela, da je biseksualen? Ne. Bi bilo to sprejemljivo njihovi družini ali njihovi kulturi? Ne, ni za nas. Ej, Ja, oprosti. Pred njegovo družino je to skrivnost. Ko so mu žena in otroci povzeli iz rok, je Če postajal vse bolj obupan in je bil obseden z denarjem. Torej pred 16. oktobrom. Prišel je domov k nama z Ianom, da bi pobral dokumente in nekaj svojih stvari. jaz sem do programa. Tako da sem nekaj dni prišla iz službe in sem videla iz te omara in predali so bili obrnjeni na glavo. Tako da imamo v svoji sobi drago torbico Chanel, ki je izginila. To je bilo 11. oktobra. Tako je blokiral vse kreditne kartice. Tako nisem imela ničesar. Imela sem nekaj denarja za nujne primere v sobi, sem mu dala. Kar je bilo $2,000. Tako je vzel mojo torbo in vzel denar ven. Sprva sem mislila, da je v moji hiši vlomilec, zato sem poklicala policijo. Zdravnik je rekel, da je Dobim. certifikat. Ampak kasneje kasneje sem ugotovila. lahko je tudi moj mož. Zato sem poklicala moža. Ni se oglasil na telefon. Zato sem prosila hčerko, naj ga dokliče. Uporabila sem hčerin mobilni telefon in potem je prekinil klic. In vprašala sem ga, zakaj si mi to ukradel. Rekel je, da je to njegova odločitev. Kaj je? To je moja odločitev. Kaj počneš? Do takrat je vedela, da bo šel do skrajnosti. In preučevala sem, kako upravljati s to uro. Moji starši so bili drugačni. Mislila sem, da me je strah. Moj mož me lahko kadarkoli ubije. Zato sem se naučila, kako upravljati s to uro. Bila sem pripravljena. Vedela je, da prepoved približevanja morda ne bo dovolj. In imela je prav. 16. oktobra se je vrnila domov iz cerkve s svojo hčerko in našla Čejev kombi na svojem dovozu. Čakal jo je v hiši. Poslala je svojo hčer stran in prišla noter, da bi se z njim pogovorila o praktičnih stvarih, kot sta skrbništvo in preživnina. In moj mož je začel odpirati stare težave, ki smo jih imeli v družini, in se začel pritoževati. Potem pa se je vse skupaj spremenilo v prepir.
Rekla mu je, da noče, da bi še kdaj prišel v hišo. Prišla sem v svojo sobo. Potem pa sem slišala, da so se garažna vrata odprla in zaprla. In slišala sem njegove korake. Koraki so bili zelo hitri in potem je nenadoma prišel v sobo ter začel udarjati po mojem obrazu in moji glavi. Nato pa sem padla na tla. In prišel je k meni, ki sem ležala na tleh. Rekel mi je, da me bo ubil, da ne potrebuje ničesar. Nato pa me je pritiskal s svojo težo in poskušal zgrabiti obe moji roki. In jaz sem poskušala pobegniti iz tega. Potem sem mu rekla, naj tega ne počne, naj se ustavi in potem sem ga prosila. Potem mi je z lepilnim trakom zletel gležnje skupaj in nato še stegna skupaj. Potem mi je z lepilnim trakom zaletel usta in mi trak ovil okoli glave. Nato pa mi je z lepilnim trakom prelepil tudi oči, da nisem mogla videti. Pustil jo je samo, da bi odprl svoj kombi. To je bila njena edina priložnost, da poišče pomoč in jo je izkoristila tako, da je s svojo Apple Watch poklicala 911 in poslala obvestila za nujne stike. Ko se je vrnil, je ugotovil, kaj je naredila. In potem, ko je ugotovil, da sem se lahko povezala z 911 preko Apple Watcha, šel je v garažo in se nato vrnil. Nato je udaril po Apple Watch s kladivom po mojem zapestju. Nato pa je kladivo uporabil tudi, da je večkrat udaril po mojem zapestju. Odnesel jo je v svoj kombi in se nato odpeljal v gozd. Verjetno so se peljali prav mimo policistov, ki so se odzvali na njen naslov. Prepozno, premalo. In potem nisem bila prepričana, kako daleč sem bila od njega. Vendar sem slišala, da je še nekaj časa kopal zemljo. In potem me je začel vleči. In ko me je vlekel, moja bluza in potem spodnje perilo sta se vsa zavila, ker me je vlekel. In preklinjal je. Preklinjal me je, nato pa mi je z nečim ostrim zabadal v obe dojki. In potem takrat sem začutila, da krvavim. Potem sem lahko slišala, da je nekaj prikrival z nečim. Kasneje sem zvedela, da je bil to gozd. Ampak takrat sem slišala nek težak zvok. Začutila sem, da morda prikriva to luknjo z nečim težkim. Potem začel je metati zemljo name v luknji in jarku. Nasipal je zemljo. Vse, kar je lahko storila, je bilo, da je poskušala še naprej dihati. In potem, rekla je, da se trudila se je, da ne bi potopila glavo v zemljo, da bi lahko dihala. In potem, ko je za nekaj časa nasul vso zemljo, sem slišala, da je prižigal avto. In potem je takoj zatem ugasnil avto in slišala sem njegove korake, blizu tam, kjer sem bila zakopana. In potem sem slišala njegove korake, kako hodi nad manoj. Torej, on je preveril, če sem zakopana v zemlji in se prepričal, da sem mrtva. In potem je nekako zasul še moja stopala in druge dele in potem rekel, ona je mrtva. V redu je, ona je mrtva. Si slišala danes stvar? Mi, ker vsak... Moja? Ja, ali je na glas rekel, da je mrtva ali sam pri sebi? Ne, govoril je sam s seboj. Pogosto to počne. Imela je tisti pogled. Ubil te bom. Govoril je sam s seboj. Potem je zaslišala njegove korake, ki so se oddaljevali. Vstopil je v kombi in tam sedel, jo pustil za mrtvo. A ni bila mrtva. Takrat sem zelo težko dihala. In potem pod zemljo mi je bilo zelo mrzlo. Ampak potem sem mislila na svoje otroke. In potem sem dobila voljo preživeti v tej situaciji, ko sem mislila na svoje otroke. Uspelo ji je strgati lepilni trak sebe. Takrat mislim, da sem ugotovila, da je bil njegov avto zelo daleč od luknje, ki sem jo kopala. Nisem hotela, da izgleda, da sem živa in da sem se rešila iz lepilnega traku. Bala sem se, da bi to ugotovil, zato sem ostala pri miru in tiho, dokler ni padla tema. Ko je padla tema, je videla, da je bila v kombiju prižgana luč. Vendar so bila okna zarosena. Upala je, da čez spi, zato je splezala iz luknje in pobegnila skozi gozd. Dolgo časa sem bežala ob cesti, nato pa sem nenadoma zagledala luč iz hiše. In potem šla sem po njihovem dovozu in podunila na zvonet.
Prosila sem za pomoč. Moj mož me poskuša ubiti. Pogosto je rekel, da me bo ubil, kadar je bil jezen. In tudi, ko so še ročevala, je rekel: raje bi te ubil, kot da ti dam svoj denar za upokojitev. Ko so se trepirala, je pogosto rekel, da me bo ubil, ampak takrat nisem videla, da bo to res storil v resničnem življenju. Ne morem verjeti, zelo strašljivo je. Ne morem verjeti, da je to storil. Zelo me je strah. Kar se ne sliši v glasu tolmača, sta Jenina lastna žalost in strah. Joka, ko pripoveduje zgodbo. Moški, ki ga je imela rada in se je zaradi njega preselila na drug konec sveta, je naredil načrt, da jo ubije, in skoraj mu je uspelo. Kako sem se počutila po 20 letih življenja z njim. In tudi njegova družina mi je povedala, še posebej njegova sestra, mi je povedala, da na primer, če se nekom sprička, potem ne glede na to, koliko časa je minilo ali kako dolgo nazaj je bilo, se vedno maščuje. To me je najbolj skrbelo. To je bil zame najbolj zaskrbljujoč del, ker bi morala umreti po njegovem načrtu. Vendar sem preživela in pobegnila iz te situacije, nato pa so ga ujeli. Zato me je najbolj strah. Na srečo za Jenny ga policisti ujamejo. Okoli 7:30 zjutraj, 17. oktobra, opazijo sumljivo vozilo na poti Chehalis Western Trail, približno miljo stran od hiše, kamor je Jenny prejšnjo noč prišla prosit za pomoč. Ustreza opisu čejnega kombija. Policisti se odzovejo na kraj in ga najdejo z delujočim motorjem, čej pa spi v notranjosti. Brez upora ga pridržijo. Ima očitno poškodbo roke, zato ga najprej odpeljejo v bolnišnico. Medtem policisti preiščejo okoliški gozd. Najdejo območje, kot ga je opisala Jenny. Jaso s podrtimi drevesi. Tam najdejo luknjo v tleh, prekrito z vejami, da bi jo skrili. V luknji so raztrgani trakovi lepilnega traku, ki se ujemajo s tistimi iz Jennine hiše. Ta luknja je bila namenjena kot njen grob. Ko preiščejo čejev kombi, se srhljiva odkritja ne končajo. Najdejo prevleko za vzglavnik s krvavimi madeži, sekiro v plastični vrečki in večnamensko orodje z rezilom. Najdejo tudi več dokumentov, vključno z ločitvenimi papirji in potovalnimi načrti. Za let v Miami 17. novembra. Ali je nameraval poleteti na Florido, ali pa je načrtoval kaj hujšega. Policisti namreč najdejo tudi raztrgano ročno napisano sporočilo, naslovljeno na njegove otroke. V njem piše: zelo mi je žal, da je prišlo do tega. Oprostite, da sva vam povzročila toliko bolečine in trpljenja, odkar ste se rodili. Nisem si želel tega narediti, ampak sem se počutil ujetega. Resnično si ne želim več živeti. Ko ste se rodili, so bili to najsrečnejši dnevi mojega življenja in bilo je čudovito biti vaš oče ter preživljati čas skupaj. Tako zelo vas imam rad. Upam, da boste imeli boljše življenje, kot sva ga imela midva. Hvala, ker sta moja hči in sin. Z Bogom, oče. Ali je načrtoval umor in samomor? Če je, tega detektivom ne bo povedal. Gospod An je tukaj z nami? Gospod An, ali nas slišite? Da, In se zavedate, da se to snema? da. V redu, torej. Ker očitno ne moreš oditi in preden ti postavimo še kakršnakoli dodatna vprašanja, ti bom prebrala tvoje pravice. Seveda, ne, torej, ko govorimo z ljudmi, želimo izvedeti čim več o njih prav. Si služil v vojski? Da. Moram se sklicevati na 5. amandma. Može govoriti kasneje. Moram se sklicevati na 5. amandma. Naredi nekaj glede petega. Da, Torej 5. amandma. Torej, ali pravite, da ne želite govoriti z nami? Da. Ne želite govoriti z nami? Ne. Sklicuje se na 5. amandma, pravico, da ne obremeni samega sebe in noče govoriti. Ampak proti njemu je veliko dokazov. Sosedova varnostna kamera ga ujame, ko vstopi v svoj kombi in se odpelje v garažo ravno v času klica na 9911. Njegova lastna hči je moškega, ki ga vidimo tukaj, prepoznala kot Cheja. In tudi tisti, ki par poznajo, so povedali obremenjujoče stvari. Prijateljica je povedala, da je bila v preteklosti prisotno nasilje v družini in da je bil moški, Che, lani aretiran zaradi družinskega nasilja. In po tej aretaciji je komentiral nekaj v smislu, da če bo moral odgovarjati, ne bo odgovarjal sam in da jo bo vzel s seboj. Na njegovi obravnavi glede varščine Jenny posreduje obupano izjavo. To so njene besede.
Prosim, brez vrščine. Resnično se bojim za svoje življenje. Želim samo poudariti, da se ga zelo bojim. In če bo na prostosti, me bo spet ubil. Zato je varščina zavrnjena. Na koncu prizna krivdo za poskus umora. Trdi, da je zaradi PTSM-ja, ki ga je dobil v 30-letni vojaški karieri, doživel duševni zlom. Toda njegovo dolgoletno nadzorovalno in nasilno vedenje kaže drugače. Ko je podal izjavo na sodišču, Jenny je začela imeti težave z dihanjem, zato so ji morali pomagati reševalci. Če je bil obsojen na skoraj 14 let zapora, kar je najvišja kazen za njegovo kaznivo dejanje. Ko bo izpuščen, ne bo smel imeti v lasti strelnega orožja in prepovedano mu je stopiti v stik z ženo, ki bo zaradi njegovih dejanj nosila posledice do konca življenja. Kaj menite o tej srhljivi zgodbi? Sporočite nam svoje mnenje v komentarjih spodaj. Do naslednjič, ostanite varni, spremljajte naš kanal in kmalu se spet vidimo na The Decoder.